dana. Zdaj, na tem mestu, bi mogoče tudi vam dijaki oziroma študenti, ki ste prisotni, dala en izziv, kot izziv skupine, ki ga lahko v času do naslednjega termina tudi naredite. Na primer, lahko izberete morda 3 kategorije oblačil, so to hlače, jakne, spodnje majice, lahko so tudi nogavice, in za vsako kategorijo poskusite ovrednotiti neko količino, torej maso izdelkov, ki jih imate doma. Lahko potem poskusite na podlagi deklaracije tudi oceniti povprečno sestavo in pa posledično količino ali delež sintetičnih tekstilnih vlaken v posamezni kategoriji. Lahko pa mogoče ta izziv tudi dopolnite s svojim raziskovalnim vprašanjem, torej da mogoče poskusite najti podatek o kakšni stvari, ki vas zanima. Ne vem, morda ugotovite, koliko oblačil je pa izdelanih sploh v Evropski uniji, in pač se nahajajo v vaši omari. Tako da, če želite, lahko pristopite tudi k tem izzivu in potem naslednjič o vaših ugotovitvah tudi poročate. Okej, gledam na uro, jaz mogoče bi še zdajle nekje 10 minut, pa potem naredimo pavzo, da zaključim z tem prvim delom, tako da še 10 minut, pa bomo potem naredili pavzo. Super, jaz bi samo povabila res te dijake, ki že tako aktivno sodelujejo tlele iz šol, če imate spet željo sodelovati v kakšni takšnem mini projektu, lepo s svojimi mentorji, malo se posvetite temule izzivu in lahko mentorji do naslednjič potem meni pošljejo tako kot zdaj kakšno prezentacijo in imate potem par minut na začetku in mislim, da bo zelo zanimivo, tako da toplo vabljeni k temu izzivu. Tako. Nič obvezujočega, nekaj smernic sem podala, kot pravim, lahko pa izziv ali pa nalogo si oblikujete tudi sami. Podatkov, ki sem vam jih zdaj podala, je res ogromno, tema je zaskrbljujoča in mislim, da tudi izzivov kar precej.